Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada je danes na obisku v severnem delu srednje slovenske regije. Veliko obiskov po raznih podjetjih, institucijah je bilo čez dan. Zjutraj je vlada obravnavala razvojne potenciale regije. Zdaj pa smo se zbrali na tej javni tribuni zato, da o teh potencialih spregovorimo tudi javno, da soočimo mnenje in predloge. Ampak preden preidemo na ta del, bi prosil gospoda župana, gospoda Slaparja za nekaj uvodnih pozdravnih besed. Spoštovani gospod predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovani cenjeni ministri in ministrica, spoštovani državni sekretarji, spoštovani gostje tukaj v Domu kulture v Kamniku, lepo pozdravljeni in pa dobrodošli v naši sredini. Jaz bom rekel, ena dobrodošlica danes v Kamniku in pa seveda tudi vedno v prihodnje. Kamnik je po številu prebivalcev in tudi nekje po površini na 10. mestu v Sloveniji, sodimo med večje občine. Smo nekdanja industrijska občina in tekom tranzicije se na teh pogoriščih industrije so se uveljavila nova, moderna, tehnološka manjša podjetja, ki danes v Kamniku nudijo preko 3000 delovnih mest. V novem času se nekako posvečamo turizmu, razvijamo turizem. Naša Velika planina je potencial, je biser tega dela Evrope, tudi Narodni park Arboretum je najlepši park v tem delu Evrope, Tuhinjska dolina s termami Snovik. Privabila vedno več obiskovalcev in veseli smo, da ste danes v naši sredini, pa povabljeni tudi v prihodnje v naše konce. Skratka, hvala tudi vladi, da ste izbrali za zaključek srečanja naš Dom kulture, ki je bil v lanskem letu deležen temeljite prenove. Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo smo obnovili ovoj hiše, zamenjali energent in na streho namestili tudi sončno elektrarno, ki predstavlja prvi objekt v naši občini, prvi javen objekt, ki ima sončno elektrarno. Poleg tega pa je Ministrstvo za kulturo namenilo del sredstev prek 100 000 evrov, celotna investicija je bila pa 260 000 v prenovo lučnih in scenskih vlekov, kar pomeni, da bodo kulturniki v Kamniku lahko tudi v prihodnje na visokem nivoju delali in delovali. Imamo ogromno potencialov tudi gor v Smodnišnici, kjer se nastaja kreativna četrt Borutana. Imamo tudi ogromno izzivov na področju cestne infrastrukture. Zahvaljujemo se ministru Vrtovcu za to, da ste lažje pripeljali preko obvoznice po novi cesti, ki je bila v lanskem letu obnovljena. Zahvaljujemo se tudi ministrici za izobraževanje, da nam pomaga sofinancirati šolo, ravno danes šolo Frana Albrehta, ki jo pospešeno gradimo. Zahvaljujem se ministru Cigler Kralju, ki je ravno danes prišel z dobro novico, da bomo lahko širili v Kamniku tudi dom starejših občanov in naredili prizidek. Ogromno dobrega ste naredili v okviru vlade. Jaz se vam, predsedniku, podpredsednikoma in vsem ministrom zahvaljujem za to, ker ste dejansko v kratkem času naredili velike premike, pa naj bo to od tistega, ko se je 10 let govorili, da ne morejo tovornjaki en za drugim voziti po avtocesti, po enem pasu, pa je bilo to tekom PKP 1 ali 2 narejen in zdaj zelo hitreje potujemo po slovenskih avtocestah, pa je to malenkost. Pa vendar, ogromno takih ukrepov ste naredili, jaz sem vam v imenu tukaj prisotnih najbrž večine hvaležen. So pa pred nami zanimivi časi, vi imate veliko več informacij, pa vendar bomo mogli najbrž v prihodnosti veliko več pozornosti namenjati samo oskrbi, pa ne bo to na energetskem, na prehrambenem in tudi na vseh drugih področjih, torej lastna proizvodnja hrane, lastna zanašanje na sebe, ko bo potrebno dejansko skrbeti za toploto, za ogrevanje, za prevoze in tukaj ima Slovenija ogromno potencijala, ima lesno industrijo, ima tudi pridne kmete, pridne delovne ljudi, ki se lahko na njih zanesemo in verjamem, da boste z ukrepi, ki jih boste predvideli tudi za prihodnje, naredili to, kar je potrebno in kar se pričakuje od neke odgovorne vlade, torej da se znamo zanesti nase, na lastne resurse in to ste dokazali v zadnjih 2 letih, verjamem pa, da bo tako tudi v prihodnje. Dobrodošli v Kamniku danes in pa tudi vedno v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala gospodu županu. Zdaj, preden
Besedo predamo vam za prvi krog vprašanj, pobud in komentarjev, pa prosim še direktorja Državnega zavoda za statistiko za nekaj temeljnih podatkov o tem, kje smo v primerjavi z drugimi regijami in nasploh v regiji po statistiki. Prosim. Hvala za besedo, predsednik. Dober večer vsem zbranim. Po površini druga največja slovenska regija, po prebivalstvu največja, 26,4% vsega slovenskega prebivalstva živi v tej regiji v 25 občinah. To je 555 tisoč ljudi. Gostota poselitve je zelo nadpovprečna, dvakratnik slovenskega povprečja, na kvadratni kilometer je to v povprečju 238 prebivalcev in ta gostota se kasneje odraža v marsikakšnem statističnem kazalniku. Nekaj osnovnih podatkov ste najmlajše prebivalstvo v Sloveniji. Deček, ki bi se danes rodil, lahko pričakuje najdaljšo življenjsko dobo, deklica drugo najdaljšo. Po stopnji delovne aktivnosti ste na 5. mestu. Najmanj migrirate med regijami v Sloveniji. Povprečna neto plača je najvišja, 113 evrov višja od slovenskega povprečja. Pričakovano je tudi delež BDP-ja, ki ga ustvari ta regija, največji v Sloveniji. Prav tako je največji BDP na prebivalca. Naravni prirast prebivalstva, kot vidite, je vedno pozitiven, pomeni v vsem tem obdobju od leta 1995 do danes več rojstev kot smrti. Vedno je nad slovenskim povprečjem in izrazito na 1. ali 2. mestu v Sloveniji po letu 2007. Selitveni prirast bi lahko uvrstili v 3 časovne stopnje. Nekje do leta 2000 je bil prirast, torej priselitve glede na odselitve v to regijo relativno nizko, včasih celo negativno, kar pomeni več odselitev kot priselitev. Od leta 2000 do 2004 je bil bistven prirast tega in kasneje je to regija z izrazitim prirastom. Če gledamo strukturo, nekje do leta 2010 so se priseljevali predvsem prebivalci iz drugih slovenskih regij. Potem je bilo do 2017 nekje mešano iz tujine in iz drugih delov Slovenije, po letu 2017 je pa izrazit prirast tistih, ki se priseljujejo v to regijo iz tujine. Naslednja značilnost, tukaj vidite slovenske občine in stopnje rasti prebivalstva v zadnjih 10 letih. Če se skoncentriramo samo na osrednje slovensko regijo, vidimo plava pomeni plus, rdeče minus, da je samo občina Dobrepolje z 1,1 minusa. Vse ostale občine so pozitivne, torej pozitivno več priseljevanja. Ljubljana ni tukaj izrazita, ampak vidite obroč okrog Ljubljane. Torej v 10 letih bistven porast prebivalstva v praktično vseh občinah okrog Ljubljane. S tem, da je to najbolj izrazito, kar 25%, naprimer Škofljica, 16%, Borovnica, potem imamo pa 3 občine iz vašega dela osrednje Slovenije,
To so Komenda Dol pri Ljubljani in Mengeš s 15% prirastom. Prebivalci, ki imajo prvo prebivališče nekje druge v Sloveniji, slabih 19%, druga najbolj izrazita regija po tem kazalniku iz tujine, prav tako na drugem mestu slabih 17%. Na sliki, ki jo vidite, so prebivalci vaše regije, ki so rojeni izven Slovenije. Vse skupaj to pomeni 94 tisoč prebivalcev, strukturno pa vidimo, da je točno polovica bila rojena v Bosni in Hercegovini, po 11% na Hrvaškem in pa v Srbiji, po 8% na Kosovu in v Severni Makedoniji, po 2% Ruska federacija, Črna Gora, Nemčija in pa 1% Ukrajina.